Ok, in snemamo. 3/4 so nas tukaj. Ja, okej, nič, kar mislim, ojoj, In četrtina še pride, ne? če bo, ne. Aljaž, ti nekaj tapkaš, ne? Četrti četrtini sem sporočil, da ne kar uleti, zato ker ste eni na baterijah Ja. danes, tako rekoč na aparatima. Ja. Kaj moram povedati na začetku? Veš kaj? Barbara je poslala, ko smo prejšnjič debatirali o labodih, oziroma nismo, ker nismo imeli novic, ne. Barbara poroča z Bilskega jezera, tudi krasno fotko je poslala, čakajo 6 malih labodkov. Tako da to se dogaja. Barbara, hvala za javljanje. Zdaj me zanima v boju med galebi in labodi na zbiljah, kdo zmaguje, ne? No, evo, za naslednjič. Pa imam pa jaz vprašanje za vaju, ne, ker kot veste, sem v situaciji danes, kaj človek naredi, ko zmanjka elektrike? A sta vidva Aha. pripravljena? Mislim, a veš, kako se obrniti, ko v fletu zmanjka elektrike? Ja, kar hec mora biti, ne? Ja, a veš, kaj se najbolj opazi? Za tiste, ki imamo japonske WC-je. Da ne delajo, ali kaj? WC že dela tako, ne, a veš, ti imaš japonski WC med drugim zato, da ti lepo greje ploščo. In Ja, te zdaj se zdaj pa usedeš na mrzlo dobiš ploščo. opeklino, oteklino. Grozno. Mislim, a vidiš, meni pa ni bolj groznega občutka, kot topla WC deska. No? Joj, kako sva si različna. Ampak kaj to pomeni, da si moraš na roko rito brisati, ali kaj? Mislim, To si itak. Dobro, alok ne gremo v to smer. Ja, mislim, pač ti, kdo je zdaj omenil WC? Jaz sem povedala, samo to, da je toplo, ko se usedeš. Je pa to stvar aktualna, stvar ni povsem nepolitična, ta razprava. A ne? V luči minulih dogodkov na pragu državnega zbora, vlade in bank, ne, stvar ni čisto brez politične konotacije. Tako. Ja, hvala, Antiša, zelo lepo si to opazil. Prav, pol pa jaz predlagam, Aljaž, da ti kar vržeš špico, pa mi gremo po planu. In tokrat špica dejansko bo, ne? A nova? Ne, ampak zadnjič je ni bilo. A ja. Pred nami je častna naloga. Najtežja funkcija v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Ali bo Nova Slovenija še sodelovala v vladah, ki jih bo vodil Janez Janša? Je odgovor ne. Srečna Slovenija, če ne bori vzame. Za vsako ceno in vedno vlade podpirala ne bom. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Tako da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Pa dobro, pa kaj tebi ni jasno, zdaj pa se upravičujem, no. Ampak resno se upravičujem. Interpelacija vlade, potem sojenje gospodu Janši, referendum pred vrati, čakajoč guvernerko in varuha in obratno, pa še kaj se bo našlo. Seveda, Kordiš izstopil iz Levice in že imamo novo stranko, oziroma vsaj ime. Zdaj pa vama predlagam vsem nam, da začnemo mogoče pri najbolj sveži zadevi, in to je interpelacija vlade. Golobova vlada se je, za tiste, ki morda niste tako intenzivno spremljali, se je že drugič zagovarjala pred poslanci in poslankami. Obakrat je interpelacijo vložil SDS, tokratni očitek pa laži in manipulacije, kot so rekli, o pokojninski reformi druge vlade Janševe. Skratka, želeli so, da se opraviči premier Golob za svoje izjave. SDS je znorel in rekel, drugače pa bo pela šiba. In eto, v sredo, 23. aprila, smo bili priča tepeškanju v državnem zboru. Kdo je rekel kaj, kdo je mislil kaj, kdo je naredil kaj. Za interpelacijo pa na koncu 30 in proti 43 glasov. Antiša, še en performance v službi kampanje in recimo, da relativno bližnjih volitev, ali 3 pikice kaj drugega. Kaj pa bi lahko bilo drugega? Dejansko razkrivanje, dejanska vsebina, kaj je kdo rekel, naredil, ni naredil.
Ne, mislim, se že povod, da ti vložiš interpelacijo in to je, da zaradi tega, ker se nekdo ni opravičil, ne, je vprašljivo prepričljiv, ne. Tako da jaz mislim, da je tukaj absolutno bilo v funkciji airtima, pridobivanja airtima, da je bilo v funkciji nagovarjanja lastne volilne baze oziroma elektorata, na katerega morda lahko računaš, da ga boš preusmeril k sebi. Da bi pa bilo tukaj resno upanje, da bo stvar uspela, pa seveda ni. Mene bi zanimali podatki o tem, koliko je bila ta stvar spremljana oziroma gledanja nekoč pred 15, 20 in morda tudi več leti so bile te stvari kar gledane na programu. Ja, takrat niti ne vem, če je že bil tretji, ne, ampak... Ne, pač nekje, ja. Ja, pač nekje se je to prenašalo in je bilo to kar gledano kot politični šov tistega dne, ne. Tokrat jaz majčkeno v to dvomim, bi me pa zanimalo, no, kakšni so podatki o gledanosti. Če se pa vrnem na tvoje vprašanje, pa seveda absolutno šov, ne. Šov oziroma... medijske minutke. Ja, seveda, medijske minutke, rekel, izbezet na plano predstavnike pozicije, ki bodo nastopali agresivno, mogoče oholo in tako naprej. In to jaz mislim, da jim je tudi do neke mere uspelo, se pravi pobudnikom interpelacije. Gospod Andraž Zorko, pozdravljeni v naši sredini. Dober dan. Kako ste? Vse v redu, imate elektriko? Perfekten, imamo vse. Imamo keramiko, imamo elektriko, imamo toplo vodo, imamo svež zrak, imamo lep razgled. Krasen. Vse imamo, sam časa nimamo. Imate kakšno mnenje na interpelacijo? Mislim, to, kar je Antiša rekel, ne, jaz bi pozoril sam še, da niso sami izkoristili trenutka za airtime, v smislu tako, kot vedno do sedaj, ne, ko nastopajo s takimi in drugačnimi dobesedno nastopi, ampak so testirali tudi nov pristop, če ste bili kaj pozorni včeraj, ne. Namreč video prikaze sredi zasedanja, s katerimi načeloma ne bi bilo nič narobe, ne, seveda se pa zaplete zdaj v trenutku, ko ti tam prikazuješ neke montaže, ne. To bi morali pa po mojem mnenju strogo prepovedati v državnem zboru. Vse mislim, da je predsednica rekla, da do državnega zbora ni dovolila, to so bili kar zanimivi momenti v duelu z gospodom Černačem in je rekla, dokler se ne dogovorimo na sestanku s skupinami poslanskimi drugače, tega ne bo. Ker kaj je naslednja stvar, ne? Da bo nekdo prišel na zagovornico in si bo od zadaj muziko dal za podlago, ne? Ne, mislim, to niti ni tak, gre v bistvu bolj za način, kako je Černač to naredil, ker so seveda vedeli, da kle po robu hodijo in to, kar je Antiša v osnovi rekel, ne. Šlo je za performance in za teh pač čim več serijo teh goča momentov, ki bodo potem lahko narezali, ne, na Trstenjakovi in futrali v social media, razne YouTube, TikTok, Shortse in tako dalje. Ne. Sem mislim, da ima Andraž kar point klele, ali kdo je rekel, zmontirani posnetki. Sej za to gre, ne, a veš, ker hočem reči, Černač je tudi vedel, kaj dela. Oni so bili potem zelo ogorčeni, če že cenzura, ne vem, kaj ne smemo, ne. Ampak, čeprav razumem, je on ta video, ki je bil več kot očitno zmontiran za nekimi temi, a veš, swish montažami in tako, ne. Ni šlo samo za izseke. Ne? Ampak kaj ste pa pričakovali? No, ampak čakaj, hočem reči, da ga je so ga ukomponirali v PowerPoint prezentacijo, ne? Veš, ki so jo imeli. Skratka, oni so to postaknili noter vedoč, kaj delajo. Ne? Mislim, kaj smo pričakovali. Sej že sam kazus belli, ne? Češ, predsednik vlade je lagal, ko je rekel, da je bilo upokojencem slabše pod Janševo vlado. Ja, buhu, mislim, veš, prvi predsednik vlade, ki je potvoril realnost, ne, mislim, po mojem, da glih ne. Kaj ste pa pričakovali? Tega še niso do zdaj imeli v državnem zboru, tako da po mojem niso v tem kontekstu glih pričakovali to. Nataša, če parafraziramo von Clausewitza, ne, kaj je politika, ne, oziroma kako je že, kaj je vojna, je politika, nadaljevanje politike z drugimi sredstvi. Sej to je samo nadaljevanje z drugimi sredstvi tistega, Ja. Ker so oni nazadnje vsaj v primeru
Danilo Türk, atentat v Velikovcu in tako naprej, da ne gremo v detajle, naredili. Ja. Isto je bilo, takrat je bila fabrikacija, tukaj so samo iz rezanja in lepljenja zgodovinskih dokumentov prešli v rezanje in lepljenje video dokumentov oziroma video prispevkov. Jaz moram reči, jaz sem bil presenečen nad tem ogorčenjem, ki ga je tudi predsednica Državnega zbora pokazala, nad tem, da se pač z nekim videomaterialom tam operira, če tehnologija to omogoča, zakaj za vraga pa ne. Je pa to, kar mislim, da je Andraž rekel, mislim, ko se pa to montira, je pa tako, precej je neokusno, ampak lih prepovedati pa ne moreš, bi rekel jaz. Tudi ne vem, tukaj nisem dovolj pameten, mogoče mi bo kdo znal povedati, kako je z vprašanjem avtorskih pravic, ne? Brat kralj se je oglasil, točno. Ta argument predsednice Državnega zbora bil meni malo na majavih nogah. Mislim, to je bila stvar, ki je bila objavljena v javnih medijih in z njimi jaz si mislim, sploh glede na to, da ne delaš pridobitne dejavnosti, razen politično pridobitno dejavnost. Kako da ne? Politične točke pridobivaš s tem. To je pridobitna dejavnost. Politično pridobitno dejavnost. Ne vem, kako je, a bi za to v resnici bilo potrebno imeti privoljenje. No, kar si pa rekel, ali so kaj takšnega pričakovali, očitno so jih na levi nogi dobili, ker jaz sem iz tistega ogorčenja predsednice Državnega zbora razbrala, da niso tega pričakovali, da niso malo navajeni, kako postopati, ker, tako kot si rekel, če že tehnologija to omogoča, zakaj pa ne? Ona je pač šla na to varianto, se moramo najprej zmeniti, da bo po novem tudi to dovoljeno, potem pa ne pa dokler se tega ne dogovorimo, ne? Mislim, a veš kaj, lahko se vprašaš, kaj pa naslednja stvar, oprosti, Aljaž, kaj bo pa potem naslednjič nekdo poslal gor enega svojega zastopnika, ki bo vklopil AI translated, generated vsebino, ki jo bo v mikrofon spuščal not na masnega, ali kaj? Recimo, Mislim, ravno to, da sem hotel reči, eno je, da se ti ukvarjaš z podatki, prezentacijami in tako dalje, drugo pa je, da ti v obtok parlamentarne razprave spustiš zmanipulirano ali pa to, kar je Andraž rekel, generirano fake vsebino in potem v resnici na ta način usmerjaš razpravo, ki potem že v štartu ni osnovana na nekih realnih temeljih, ampak na pač nekem spinu, ki ga ti želiš poudariti. Tako da, tle je, to so bolj, se pravi, to gre preko samo tehničnih vprašanj, gre za vprašanje, kako ozka ali široka kako ozek ali širok je lahko temelj razprave v DZ-ju. Bomo videli, kako se bodo zmenili v prihodnje. Ampak ne, jaz bi na to temo bi pa vendarle vztrajal pri svojem. Če jaz tam z nekimi pač so lahko, a veš, Aljaž, jaz lahko s tistimi A3 printi, to smo seveda že vse videli v Državnem zboru, operiram svojega govorniškega mesta, kolikor hočem, se mi v to ne bo vtaknil nihče. Čim preskočim v medijskem smislu z prastare tehnologije na razmeroma moderno tehnologijo, kar video tehnologija je, rata cel problem. Ampak vsebina je pa v bistvu ista, ne? Samo medije. Jaz se ne strinjam tle, Antiša, jaz se absolutno ne strinjam. Ti ne moreš sprintati na A3 toliko laži, koliko jih lahko zmanipuliraš v en video. Razumeš? To je ogromna razlika. Tle ni razlika samo v mediju, v formatu, ampak v vsebini. To je problem. Mislim, to ne vem, če se ne da toliko laži sprintati, če daš, par slik. Seveda lahko tudi grafe potvoriš. Z tega grafa ne vidi v resnici ben, a veš, ne. Jaz bi tle mogoče... Seveda, ampak greš še zmeri, ne? A lažeš z eno lažjo, a lažeš z milijonom laži, lažeš, ne? In to je vprašanje potem, ne? Zdaj pa, vse ostalo so pa nijanse, po mojem, ne? Jaz bi sam eno stvar še klele rekla, torej interpelacija ni uspela, kar je meni ob tem padlo v oči, je bil pa stavek premierja Goloba, ki je rekel, ne vem, če ste ga ujeli, kdo ima pa danes še privilegij, da 14 ur v službi porabi za mlatenje prazne slame.
Zdaj, No, tist noter lahko, da je bilo mlatenje prazne slame, ampak SDS se je v lepi slovenščini poslužil pač demokratičnega procesa. Ne? Interpelacija ni nekaj, kar bi bilo z lufta vzeto ali pa kar ne bi bila možnost na mizi. A znajo to oni manipulirati pa izkoriščati drugo, ampak mal močna izjava se mi je to zdela. No. Ja, če lahko tukaj sam pač to dodam, v bistvu, ker se pač to navezuje potem tudi na vsta v bistvu protiofenzivo, ki je koalicija imela včeraj, ne samo v parlamentu, ampak tudi v medijih. Golob je imel intervju v Odmevih in tako dalje, ki je bil občasno precej konflikten v resnici. Ne vem, če ste to gledali. Ja. In so bile pač v, dajmo temu reči, desno-sredinskih mnenjskih krogih, so bile pač zelo neko zmanufakturirano ogorčenje, češ kako zelo aroganten intervju in tako dalje. Golob je tukaj pokazal svoje prave barve. Golob je v resnici pokazal te iste barve, ki jih pokaže vsak slovenski premier, vsaj v 3. letu svojega mandata. Nekateri, ki govorijo, ki naglašujejo bolj to nemsko, pa tudi že kdaj prej. In smo videli pač klasičen prehod optimističnega we can do everything premierja v frustriranega premierja, ki mu gre v parlament v resnici malo na jetra, zato ker kdo pa vendar rabi vso to proceduro. Jaz se čisto strinjam, Nataša, s tabo, da je seveda interpelacija pomemben parlamentarni inštrument, ali je bil osnova zanj primerna ali ne. Jaz sicer mislim, da je bila zelo tanka ta argumentacija, da zaradi tega je pa zdaj treba celo vlado interpelirati, ampak ta inštrument obstaja in treba ga je pač temu primerno obravnavati. To, da gre pa premierju to na jetra, ni pa ne prvi, in vsekakor ni tudi ne zadnji, ki ga parlament frustrira in prav je, da ga frustrira. Se strinjam s tem, kar si rekel o predsedniku oziroma nastopu v Odmevih. Bi samo dodal, je treba izreči priznanje novinarki Manici Janežič-Ambrožič, ki se tega agresivnega pristopa predsednika vlade, v narekovajih bom rekel, ni ustrašila in je kakšno vprašanje ponovila, pustila, da je predsednik vlade povedal in rekla, ampak vendar, predsednik, dovolite, da vas vprašam izhodiščno vprašanje, ki je bilo cep. Ja. To se mi je zdelo fino, no. Cool. Je bil dober intervju. V resnici bi moral biti Golob, če bi ga blokiral v Klačah. Se ne vem, a je ali ni, ampak hvaležen za tak intervju. Ja, nikoli noben premier, Aljaž. Ja, res je. Jaz bi pa nas na drugo platformo pripeljala, ki se navezuje na ta odstopanja, pristopanja. Gospod Kordiš, poslanec do nedavno Levice, tovariš Kordiš. Oprostite, ja, se opravičujem, je izstopil iz Levice. Zdaj, po izključitvi stranke, pa izstopu iz njihove poslanske skupine, je za jesen napovedal ustanovni kongres nove stranke, ki ji naj bo ime Mi socialisti. Klicaj. In rekel je, da se je klicaj stranki v nastajanju, ima po njegovih navedbah že več kot 500 komadov. Tako da, a je Andraž on naredil Levici uslugo, ko je šel ven, ali je to, kar se je zgodilo za stranko Levica, slabo, še kako drugače od tega, da pač toliko in toliko ljudi, ki so prej za Levico, bo seveda šlo nekaj tudi k Kordešu. Mislim, ja, Mi socialisti. To bo hecano, ko bojo šli k Mi socialisti. Mislim, da tisti, ki so šli, so že šli, ker to s Kordišem ni nova stvar, to ni do včeraj. Kordiš se je začel ločevati od njih že kar nekaj časa nazaj, najprej že s temi nastopi na protestih, kjer je protestiral proti lastni vladi, potem z razprtijami javnimi, ki smo jim bili priča, in na koncu z dislociranjem v državnem zboru in na koncu z izstopom. Tako da jaz mislim, da če gledaš rejtinge, stranke Levica so tam že od volitev naprej. Oni nimajo ne rasti, ne padanja in po mojem mnenju so oni, kar so imeli za zgubiti po poti tovariša Kordiša, že izgubili.
tako da jaz ne vidim tle nekih vplivov potencialnih. Rekel je, biti socialist danes pomeni verjeti, da človek ni strošek, da življenje ni pogodba, da skupno ni napaka sistema. Antiša, če bi recimo ti bil predsednik stranke, pač v tem primeru Levica, in imaš nekoga, kot je Kordiš, kaj narediš? Ja, jaz najprej preverjam, in to preverjam pri vas treh, a so dali med besedo mi in socialisti vejco? So dali vejco. Ok, pika. Pa še klicaj na koncu. Poj pa razmišljal naprej o programu. Kaj bi storil? Jaz mislim, da tovarišu Kordišu ne preostane druge, kot da kolikor je le mogoče znotraj slovenskega političnega prostora svojo pozicijo radikalizirali. Če tudi v tistem trenutku ne bo verjel v tisto, kar bo sam govoril, on more po mojem nastopati najbolj radikalno, se pravi z leve politične strani, najbolj radikalno, kar je v Sloveniji še sprejemljivo in dopustno. Kako bo detektiral tisto, kaj je sprejemljivo in dopustno, ne vem. Upam pa, da ne bo šel v razpravo o dogodkih po 9. maju 1945. To pa toplo priporočam. Jaz bi se temu, če se le da, poskušal izogniti, tovariš Miha. Sam to, kar si rekel po 9. maju, mislim, govoriva o povojnih pobojih ali o tem, da bo on, bom rekel, zagovarjal oziroma baziral svoj program na tekovinama eno Ma ne, jaz sem 9. maj postavil tako, lahko bi pa rekel tudi po podpisu Dolomitske izjave, vse ne. Hočem reči, da upam, da se bo uspel na tej programski ravni odtrgati od tega, kar se je dogajalo recimo v času druge svetovne vojne in še kar nekaj let po njej. No, to sem hotel reči. Ne. A veš, kaj sem te hotel vprašati, Antiša? Kako si ti predstavljaš tovariša Kordiša, da bo šel radikalno, kakor mu priporočaš, kolikor le še gre, oziroma do meje dopustnega sprejemljivega? A ni ravno to, da on ne pristaja na kompromise, razlog, da je on šel svojo pot? Zakaj bi on zdaj iskal neko mejo aktivizma do meje, ki je še sprejemljiva za Slovence? To je že preračunljivo. Zato, ker se bo to ni več to ni več true. Veš zakaj? Zaradi tega, ker se bo samo na ta način lahko kako se reče, odtrgal oziroma diferenciral, notranja diferenciacija bo dosežena od svojih dosedanjih tovarišic in tovarišev, ne. Ampak za tisto črto sprejemljivega bo vedno še par levih aktivistov, ki bodo hoteli še več, in za njih to ne bo sprejemljivo, da gre on samo do meje sprejemljivega aktivizma za Slovenijo. Veš, kaj mislim? Ja, to bomo pa, si predstavljam, ta teoretično dilemo, kaj storiti. Ne vem, jaz mislim, da bo on moral to tudi v dialogu z civilno družbo, z aktivisti in tako naprej svojo pozicijo oblikovati. To verjetno se strinjava, ne? Ja, Nataša, če lahko odgovorim na vprašanje, ki se ga postavlja Antiši, tisto, kar prednost, ki jo seveda stranka Levica ima, in ta koordinatorica Asta Vrečko in tovariši, ki so prej vodili to zgodbo, se pravi ministri, kaj sta ministra Mesec in Maljevac, oni imajo orodje, za razliko od Kordiša, imajo oni orodja v rokah in zdaj, ali bo njihov elektorat rekel, naredili ste dovolj dobro s tem, kar ste naredili, potem so oni absolutno v prednosti. Mislim, da vse, kar lahko naredijo, je, da tako kot Golob in koalicija nasplošno zdaj razlagajo, da glejte, kaj vse smo naredili, kaj že najboljša vlada zadnjih 20 let, bla, 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 bodo oni zdaj lahko okoli hodili in razlagali, da so naredili najbolj levičarske akcije, programe, politike uvedli v zadnjih, 35 letih, če hočete. In zdaj, če bojo to delali dovolj prepričljivo in če bodo imeli tudi kaj za pokazati, potem se tovarišu Kordišu po mojem piše slabo. No, če bo ta argument slabo izpeljan ali pa neprepričljiv, potem se zna pa marsikaj zgoditi. Mislim, bilo bi presenečenje, če bi ta stranka uspela doseči omembe vreden rezultat, glede na to, da imamo v resnici zelo levo vlado, ki je zvišala davke, ki je v mnogočem vzor za kakšne socialistične vlade, in katere del je stranka Levica.
A gre To lahko je še res, bolj je levo pa- kot to? No, odgovor na tvoje vprašanje pa je, ne, da seveda v življenju vsakega levičarja obstaja še večji levičar. In da tisto, kar se je morda pred 3 leti zdelo nedosegljivo, ne, tako rekoč levičarske mokre sanje, če si sposodim SDS-ovo retoriko, ne, danes morda zgleda kot nekaj najbolj, saj pač tem volivcem, nekaj najbolj normalnega in seveda nam to vendar pripada in zdaj zahtevamo več, ne, kako že bodimo realni, zahtevamo nemogoče in podobna gesla in signali iz leta 68. Skratka, ne vem, če je levica, če je levičarstvo kot ideološka pozicija nekaj, kjer ti lahko rečeš, bodite zadovoljni s tem, kar smo dosegli. No, če bi bila jaz predsednica stranke, bi se pa zdaj recimo ukvarjala, ko smo vedeli, kaj je naredil znotraj stranke, pa si vesel, da takšnega nimaš več, ker dela samo razdor, pa je zdaj šel recimo, da počasi na svoje, bi se pa ukvarjala s tem, ali ga komunikacijsko, ker to kampanja do volitev bo, nič drugega, ali ga treširati v smislu izpostavljati slabosti, govoriti bed, ali pa ga pustiti na miru, da nadaljuje po svoji poti in zagovarjati način, ok, fajn je bilo, dokler smo bili skupaj, zdaj pač ne govorimo več istega jezika, hvala za sodelovanje in adijo. Zaenkrat se nagibam k temu. Ker s tem vprašanjem se bodo oni mogli ukvarjati, ne? Ker odpeljal nekaj ljudi jim bo. Zdaj pa, ali jim bo veliko ali pa malo. Po mojem je to tveganje, veš, Nataša. Tveganje po mojem je to tveganje. To je tveganje, zaradi tega, ker Miha Kordiš je medijsko zelo dober. Ne? On, ko nastopa prepričljivo. On nastopa bistveno bolj prepričljivo kot Asta Vrečko. On bi si upal, jaz reči, nastopa bolj prepričljivo kot Luka Mesec. Tako da jaz mislim, da je pustiti ga v nemar, ne? In se ne, torej bi bilo podcenjevanje. No, to hočem reči, ne mislim v nemar kot na miru, ampak lahko pustiš nekoga tako, da ti butelj blesal, kva delal, lahko pa pustiš, sej to pravim, ali na grdo, ali na lepo. Zdaj, glede prepričljivosti v nastopanju, se ne bi glih strinjala, ker je šel na predsedniške volitve, pa je s to prepričljivostjo dobil 3%. Luka je pa stranko, gospod Mesec je pa stranko malo drugače imela od njega, kot je imel Kordiš od svoje kandidature. Ampak, razumem pa, kaj misliš. No? Na kaj še treba opozoriti tukaj? Ne? Zdaj, ta stranka, ironično, je nastala tako, da so se združile različne sile in pod imenom Združena levica nastopile na volitvah in so se potem začeli cepati, ko je na Tomček in se še cepijo naprej. Kaj pa z vidika enega prepričanega levičarja kot volivca, ki mu je pač to edina, da ne rečem intimna opcija, neka leva pozicija. Kako se pa on počuti, ko se mu pred očmi cepi stranka, za katero je volil do sedaj in se bo zavedal v nekem trenutku, da to cepljenje ne pomeni nič drugega, kot to, da lahko vsaj ena, če ne mara, celo obe staneta zunaj in grejo njegovi glasovi dosedanji in tudi tisti, ki ga bo dal naslednje leto v nič. Ne? A veš, na čigavo stran se bo pa ta volivc levice z malim L postavil? To je vprašanje v resnici. No, ste ga že postavili v anketiranih? Ne delamo tega. Niste še tega? Okay. Prav, pol bi nas pa jaz počasi na drugo temo. Aljaž, povej. Ja, hotel sem pač to dodati, da to, kar si rekla, seveda, vprašanje je komuniciranja, ne? Ampak se pravi, komunicirati ali pa nasprotovati Mihi Kordišu na njegovem terenu, na njegov način, z metanjem bomb, ker pač Kordiš kot najboljši bombaš tega sklica parlamenta, v tem primeru ne more zmagati. Če bo levica hotela treširati Miho Kordiša, bo zgubila. Če ga bo ignorirala, najbrž bo tudi zgubila to, kar Antiša pravi, ker pač bo delo stvari, ki ne bodo mogle ostati neodgovorjene. Zato mislim, da je njihov glavni asset ta, da bodo oni pokazali, kako oni dejansko udejanjajo levičarsko ideologijo, za razliko od Kordiša, ki o njej zgolj in samo govori. Ker ne glede na vse, Kordiš niti enega zakonskega rezultata nima. On pač, kako že, he can talk the talk, but can't walk the walk. Saj ne potem, kar zdaj vidimo. Ne? He's walking away. Tako da, klej mislim, da je to
polje, ki ga ima stranka Levica na voljo, je omejeno, ampak obstaja. Jaz sem se pa zdaj še nečesa spomnil, moram nujno dodati. No, Ne. Zanimivo, kako, ko je Anže Logar izstopil iz SDS-a, so vsi začeli govoriti, pa še zdaj govorijo o tem, da je to samo satelit SDS-a. Nihče pa ne reče, kaj pa če je Kordiš sam satelit Levice. Ampak Kaj si če ti je pa videl nekdo v nastopu pogruntal, da Logarja? rabijo dve stranki, da bodo prišli do 80% skupaj. Sam vidiš, to je razlika v nastopu, o katerem govorim. Kordiš je šel javno zabadati nož v Levico. To ne delate prav. Ni tak program, ki smo se zmenili. Logar tega za SDS ni nikoli rekel, oziroma če je povedal, je to na način, mislim, da je čas za drugačno politiko, skupaj, bla, bla, Ja, bla. on je obrnil pač v pozitivno, Kordiš pa negativno, to je edina razlika. Ja. Ok, pejmo na sojenje Janezu Janši. Zelo, zelo velikonočni teden zaradi spornih nepremičninskih poslov v Trenti. Sta Ki mu niso več sporni, grozili. to je zdaj jasno. Prosim, Ja. prosim, da spremenite svojo retoriko, gospa. Ja, se Človek je popravljam. nedolžen. Zaradi domnevno spornih sta mu Nič ni grozili. Nič ni domnevno. Še enkrat, zaradi domnevno spornih nepremičninskega posla, Ednina v Trenti, sta mu grozili 2 leti zapora. Trajalo je 15 let, ampak zgodilo se je, da je bil oproščen. Po koncu je rekel, pa je rekel, ne, seveda, krivosodje, pravosodje, naš boj ni končan, pravijo, niso vsi sodniki takšni, je pa v slovenskem sodstvu veliko krivosodja, je bilo slišati z SDS strani, moč globoke države usiha, ta sodba daje upanje in Grims za spremembo je zmagala pravica. Zdaj pa tako, ne, v dve smeri se mi zdi, da je šlo. Še dobro, da ga niso, ker to bi bila pa res drama, velikonočni petek, do tistih vseh primerjav z Jezusom, pa da da je treba narediti zdaj Slovenijo takšno, za kakršno smo glasovali na plebiscitu. Ne vem, kakšne misli so vas obhajale, ko ste spremljali te drame pred sodiščem v Celju, ali vas je rezultat presenetil? Antiša, recimo. Kakšne misli? Torej, rezultat, jaz nisem stavil ne na eno, ne na drugo. Tako da me, tudi če bi bil obsojen, me ne bi presenetilo. Obhajalo me pa predvsem, kako mora biti tistim noter v sodni, oziroma razpravni sodni dvorani, ki so to slišali, ne? A veste, to je kar precejšen pritisk. Predsednik vlade včeraj, se pravi v sredo zvečer, predsednik SDS je na Pop TV v sredo zvečer rekel, da to je dopusten in dovoljen pritisk, ne. Jaz mislim vendarle, da je to pritisk, ki, mislim, seveda, ti ljudem ne moreš prepovedati, ne. Ampak ne bi bilo nič narobe, če bi se to dogajalo tudi kje drugje, ne. Tudi tukaj mi smo bili priča ponovitvi Roške iz leta 1988, ne, s tem, da je Janez Janša z Roške prišel kot, torej takrat je bil obsojen, tukaj ni bil obsojen, ne. To je pritisk, ki je nedvomno vplival na sodnico, mislim, da je bila sodnica, ne. Zaradi tega, ker je prav tako nedvomno imela v spominu, kaj se je zgodilo Branku Masleši, ki je takrat razsojal kot predsednik Vrhovnega sodišča v primeru Patria, ne, kakšno mikroskopsko gledanje vsakega koraka, ki ga je ta človek naredil v svojem dotedanjem življenju, čemu vse je bil priča oziroma kaj so mu vse skušali prilepiti, in tega si v resnici nihče ne želi, ne. Tako da to so misli, ki so me obhajale, ne. Zdaj pa, da sem pa jaz pravnik, pa seveda nisem, ne, in si niti ne domišljam, da bi lahko po pravni plati komentiral sodbo. No, pravnik v meni bo kar vskočil in samo dodal, da je tožilstvo napovedalo pritožbo, ne. Tako da ta zgodba v teoriji še ni končana. Je pa seveda res, da se mi zdi, da je od vseh primerov proti Janši do zdaj, da je ta najtežje dokazljiv, kar se je tudi tukaj pokazalo, ne. Ker kaj je bilo to pač
ta zgodba s posredniki in zdaj kdo je kaj kupil, pa komu kaj denar posodil za to, da je pač ta posel z Trento in za stanovanje na Mesarski bil izpeljan. Itd. Ne. Je pa seveda potem res, da je to v kontekstu letovanja na Karigadorju, ne, v Karigadorju je pol tako malo smešen, ne, da po eni strani je nekdo nekomu uslugo naredil, da je prišel do fleta, ne, kar ni problem, da je tako rekoč, ne, evo, smo ugotovili, da je zakonito, ampak tam je pa praktično vele izdaja korupcijska, zato ker je bil nekdo prijatelju na dopustu, ne, v njegovem fletu. Kar se meni tiče, oboje je problematično, da ne bo kdo kaj mislil. Ne. Efekti oziroma razsodbe tako. Jaz mislim, da je logika razmišljanje v liniji še dobro, da ga niso, ker kaj bi pa bilo, če bi ga, ne, da je napačno. Zato, ker pristaja na logiko, da je pritisk na sodišče, to, kar je Antiša zdaj opisal, da je pravilen in legitimen. In kle mislim, da je to, da se na ta način odpira Pandorina skrinjica, zaradi katere nas bo čez 10 let bolela glava, ali pa še prej, ker, veš, kdo pa pravi, da so lahko protesti pred sodišči samo zato, ker so tega ali onega politika vlekli na sodišče. Ker kaj, če bojo protesti za, ne vem. Kaj pa ta argument SDS, Aljaž, v redu, klele so pripeljali ljudi, pa je pritisk, po drugi strani imamo pa konec koncev tudi pri ljubljanskem županu, pa še v kakšni drugi funkciji, ko ni treba, da sploh ljudje pridejo na ulico, pa pridejo rezultati sojenj takšni, da bi človek lahko rekel tudi, če je bilo 1000 ljudi na ulici. To je, mislim, veš, to je pa drugi del, ne, to je pa druga plat te medalje, ne, da to, kar smo nekateri pol tudi rekli in so nas potem usul po nas strani kleti in podobnih sotrpinov, ki morajo delati nadure, ne. A veš, če bi Janša bil obsojen, bi bilo seveda krivosodje. Ker pa Janša ni obsojen, je pa krivosodje še vedno obstaja, samo enkrat za spremembo je zmagala pravica, ne, kot je rekel Grims. In to je v bistvu situacija podobna, kot je podobna situacija levice v odnosu do Mihe Kordiša, ker v hipu, ko se začneš ti pregovarjati v tem primeru SDS-om in njihovimi podporniki z njihovo argumentacijo, ne, češ, glej, a vidite, da krivosodje ne obstaja, ne, si v resnici že zgubil. Edini argument tukaj, in jaz upam, da je v končni fazi, ne glede na vse, prevladalo pravo v tem smislu, da je sodnica oziroma da je sodišče presojalo na podlagi izvedenih dokazov in da je slučajno pač bil oproščen, ne glede na to, kaj se je dogajalo na ulici ali ne. Mogoče je to zelo naivno gledanje, ampak se mi zdi, da je za naše skupno dobro pomembno, da je bilo presojeno na podlagi tega. Ja, ker mislim, veš, ker če ne, potem je pa res vse dovoljeno. Ne? Andraž, imaš ti še kakšno mnenje okoli tega, ali gremo dalje? Okrog pravosodja, krivosodja, misliš? Niti ne, ker to pač kačeš. Ne, sojenje Janezu Janši in vse, kar se je okoli tega dogajalo. Ne, mislim, jaz sem en tistih, ki verjame v sodstvo, ki zaupa tem odločitvam, se ne sprašuje o morebitnih političnih vplivih in tako naprej, ker se mi zdi, da če ne bomo verjeli to, kam pa pol pridemo, s čimer pa še nočem reči, da je pa s tem vse v redu. Mogoče bo pa tle obratno, se spomnite, ne? Pri Patrii je bil pa najprej obsojen, pa poslan v zapor, pa potem izpuščen in oproščen. Ker tako te je Aljaž opozoril, ne? Tožilstvo je najavilo pritožbo, sodba še ni pravnomočna, vemo pa, da se bo, če ne drugače, če ne prej zaključilo leta 2027, ko bo zastaralo, ampak ta proces gre lahko še naprej, lahko se razplamti še enkrat, lahko gre na naslednjo instanco, tik pred volitvami recimo, zakaj pa ne? Tako da to po mojem je še daleč tega, da bi rekel, da je to končana zgodba. Meni se zdi edino, kar mi je še meni padlo znova v oči, je, da to traja 15 let, pa še nismo pri koncu. Sama, klele moram pa zdaj jaz, ker to je pa ena stvar, ki je pa primer, ne, kako zmontirana dejstva postanejo resničnost. Ja, okay.
ta stvar se ni vlekla 15-20 let. Dejanje, ki se je Janši očitalo, se dejansko zgodilo leta 2005, stvar je priplavala na plano leta 2013 v zimi nezadovoljstva, ko se je Klemenčičeva KPK dobesedno spotaknila ob to vprašanje, kako ste pa vi do tega stanovanja prišli, in je Janša začel mutiti. In potem, ko je KPK rekla, to je pa recimo primer, ki ga lahko mi predamo po zakonu policiji, policija zato začela preiskovati, ko je izvedla to predkazenski postopek, s to, čemer smo se 2-3 epizode nazaj ukvarjali, se je odprla sodna preiskava, vse je šlo tako, kot mora iti, razumeš? Ne? Se je odprla sodna preiskava, ker je bilo očitno dovolj problematičnih stvari, da je sodišče reklo, evo, može sodna preiskava, na kar je do lani jeseni sta Janša in Matos in pač so obtoženi z vsemi pravnimi manevri, ki so jim seveda na voljo kot obdolženim, ne? So jim na voljo, ampak primarno zaradi njih, zaradi osporavanja cenitev, zaradi osporavanja sestave sodišča, zaradi osporavanja lokacije sojenja. Vse to so bili njihove manevri, zaradi česar se je ta postopek vlekel toliko časa, primarno z ciljem, da zastara. Ker to je Janševa taktika, zastarati treba. In to, da se je to vlekel, to ni stvar države, ker se država bi najrajš videla, da bo to naredil open shut, pa zdaj obsojen ali neobsojen, pitaj Boga. Ne? Ampak ti povem, da se tudi tožilcem ni v interesu, da se jim taka stvar po predaljih na 15 let vala. Super intervencija. Hvala. Tako, to. Bi šla na naslednjo točko. Izredni volilni kongres SLS je pred vrati. V Slovenski Bistrici se ne, da bi se prav dolg želela zadržati na tej točki, ampak v Slovenski Bistrici bodo sestankovali z namenom izvolitve novega vodstva. Za predsedniški položaj se poteguje sedanji predsednik Marko Balažic, sta pa mu še dve nasproti, in sicer državna sekretarka v Janševi vladi, tretji, Tina Bregant, in nevrobiologinja Nina Strah. Zdaj dobijo se, ker želijo poenotiti stranko in okrepiti njeno delovanje. Pravijo, da so prepričani, da bomo s skupnimi močmi okrepili enotnost in začrtali jasno pot za prihodnost SLS in okrepili stranko pred volitvami v državni zbor. Zdaj, oni so na lokalnih volitvah razmeroma uspešni, že nekaj časa pa ne v državnem zboru. In do tega kleša prihaja tudi potem, ko sta se predsednik Balažic skregal z kandidatom, ki so ga imeli na evropskih volitvah, Petrom Gregorčičem. In SLS se zdi, da se zdaj bori, ali bomo neke vrste SDS satelit, ali želimo vse njeti malo po svoje in v to neko sredinsko desno navezo, o kateri se tudi govori. Ne vem, a vi ste kaj slišali, imamo kakšno čaršijo morda na to temo, kaj se utegne zgoditi, kam grejo? Andraž, ti si dober za čaršijem? Podlo. Nič nobenih insiderskih nimam na to temo. Sem pa zdaj, ko sem te poslušal, si mi je pa začela prikazovati v glavi ena vzporednica. Sicer ne bi želel primerjati gospoda Balažica z Karlom Erjavcem, ampak način, na katerega se tale kongres najavlja in načrtuje, me spominja na to, kako se je v Desusu rezalo Karla Erjavca. Tako da sem pomislil, mar nista ti dve kandidatki na nek način bodoči Aleksandri Pivec te stranke. Namreč Marko Balažic v resnici te stranke nikoli ni peljal na državnozborske volitve. On je to stranko prevzel po zadnjih volitvah, tako da mu težko očitajo neuspeh na tem področju. Na evropskih so pa prišli zelo blizu temu, da bi osvojili enega poslanca sami tokrat, pa vemo seveda, da je bila to v veliki meri zasluga Petra Gregorčiča z svojimi nastopi. Tako da jaz imam občutek tle, da gre za ponovn poskus slej ko prej sovražnega prevzema te stranke. Ta prvi poskus je bil seveda ta, ki si ga že omenila po volitvah evropskih. Takrat se je to že poskušalo in mislim, da gre za nov poskus. No, tudi to, tale kandidatka Bregant si rekla, da je bila bivša sekretarka v Janševi vladi. Ja. Vse imajo kar radi, ja.
je mogoče pač tudi kandidatka te stranke na tem kongresu. Ne poznam pa tretje kandidatke. Tle pa imam eno čaršijo. Ja, menda, če sem jaz dobro ujel, je pa to kandidatka Petra Gregorčiča. Tako da, če to drži, to je pač čista čaršija, ne? Če to dvoje drži, potem gre absolutno za poskus prevzema te stranke na isti način, kot se je prevzemalo Desus, in potem smo pa tudi videli, kako je ta stranka končala. Zdaj pa samo vprašanje, kaj je namen. Jaz mislim, da slej ko prej podoben kot tam, a ne? Zminimalizirati moč te stranke, ker če bi nekdo želel to stranko popeljati nazaj v državni zbor ali pa v resne koalicijske debate s kakšnimi sorodnimi strankami, potem bi verjetno se kot kandidati pojavili kakšni bolj prepoznavni obrazi z večjim potencialom, da to storijo. Antiša, ti kaj boš pridodal? Boš šel v Slovensko Bistrico pogledat? Nimam tukaj tako to je stranka, ki je tako pod mojim radarjem. No, tako. Edin bi se mogoče navezal na to, kar je Andraž rekel, da je morda pa nekdo, se pravi ta dr. Bregant, ne, da je kandidatka Janševa kandidatka, ne, bi samo spomnil, mislim, da sem v tem podcastu že omenil, ne, da Janša se je že angažiral znotraj SLS-a in sicer pred skoraj 25 leti, ko sta se združevali stranka Krščanske demokracije pa Slovenska ljudska stranka, takrat je on bil mojster iz ozadja, ne. Tako da lahko, da tudi tukaj igra neko svojo vlogo, ampak več od tega pa res niti ne vem, niti se mi zdi zanimivo komentirati. No, tako. Mislim, da je točno 25 let od tega, mislim, da je to bilo, kar smo imeli. Ker je potem, mislim, da glih aprila je potem Drnovškova vlada padla. Točno tako, bravo, dobro, da si rekel. Ja, to je bilo tik pred prvomajskimi prazniki takrat, leta 2000. Ja, tako je. Tako, in potem ustavna kriza in imamo volitve ali nimamo. Tako da, je bilo kar zanimivo. Samo to, no, glede primerjave z Desusom. Mogoče, da ne bi SLS-u preveč zarasla krila. Ne? Desus je bil vendarle takrat vladna stranka. In Desus prevzemati je imel faktor, pač je imel nek pomen. Je bilo vprašanje koalicije. Tukaj ne vem točen, kaj je namen tega. Če je Janša zadaj, ali če ima Janša interese, ne vem, hoče razvodeneti Logarjev domet. Ali pa Lotričev domet. Pa tako dalje. Mislim, da smo mi zdaj v situaciji, ko imamo en kup to bože desno-sredinskih strank, ki vse ciljajo na istih 4 do 7% volilnega telesa, za katere upajo, da jih bodo pripeljali v parlament, ampak bolj, kad bodo vse te opcije realne, bolj se mi zdi, pa ne vem, me bo Andraž popravil, če se motim, ampak bolj imamo opcije, da se bo teh nekaj odstotkov razdelilo tako, da na koncu nihče ne bo imel nič od tega. Razen Janše. In to v razmerah polarizacije, ki smo jo priča zadnje 3 leta, in upozoril bi na zadnjo raziskavo, mislim, da je bila Nina Media, kjer je bila, na glas sem izrekel to ime, kjer se ne spreminja, ne, ta trend, da imaš na eni strani SDS in na drugi strani kot antitezo gibanje. Vse ostalo je pa precej niže dol, vodi samo v še večjo moč teh dveh strank. Ne. Bolj, ko se bodo cepali, ne, bolj bodo šli glasovi k tistim, ki bodo imeli največje možnosti, oziroma ki bodo zanesljivo prišli v parlament. In jaz bi tle mogoče si celo upal napovedati, da bi lahko imeli na naslednjih volitvah, če bo šlo tako naprej, a ne, še manj strank v parlamentu, kot jih imamo zdaj. Pa že zdaj jih nimamo veliko, ne? Ja, sam to bi dodal. Ne gre za to, da bi šli dejansko glasovi tja, ampak da bi šli glasovi na toliko različnih koncev, da bi preračuni potem, ne, da bi v bistvu bili to prazni glasovi, ker bi tisto, kar bi ostalo, če 4% bi bilo toliko manj stran. Oboje bi se utegnilo zgoditi, veš? Oboje, se pravi, če gledaš stališča, tako sem prej omenil, enega voljivca ideološko gledam na levice, ki ni zadovoljen s tem cepljenjem, ne, ki bo presodil shit, ne, in eni in drugi bojo šli ven, grem jaz rajš, ne vem, SD ali pa Svobodi, ne, in na drugi strani se lahko isto zgodi tudi na desni. Ko smo že pri praznih glasovih, kaj pa menimo, prosti, sem te jaz uskočil. Ja, ampak kar izvoli. Sorry. Ne, ko smo pri praznih glasovih, kaj pa menimo o povabilu oziroma odganjanju od glasovanja na referendum 11. maja? To smo pa že v prejšnji epizodi povedali, smo imeli za bizarko.
Ja, bizarke imeli? smo imeli, sorry, ja, ja. se bom pol povedala rezultat. Ali pa lej, evo, lahko zdaj povem, kakšni so rezultati točno te politbizarke, v kateri je nastopalo tole Nikar Tejat. Antiša je to imel. In sicer je tretje mesto si dosegel Antiša, 20%, zmagal je pa drugače Vučić Zoki Balkan Bromance, 45% To vaših smo vedeli, da glasov. bo zmagala. Ja. In vpis gotovine v ustavo pa 27, medtem ko prioritete in poročila na RTV pa 9%. Ampak ja, mislim, da je Antiša v prejšnji epizodi na koncu v politbizarki to kar razdelil. Ja. Bi pa jaz, no, ko smo ta čakajoč na novega ali pa starega predsednika SLS-a, smo tudi čakajoč na guvernerko in varuhinjo oziroma ženska oblika velja tudi za druge spole. Za papežev pogreb sta se tako predsednik vlade kot predsednica države prfočkala. Me prav zanima, če boste šla oba s Falconom, oziroma kdo bo šel z vlakom. Ne, Nataša, ne. Ne? Mislim, Povej. zdaj imamo problem, ne. Mislim, to je hotela, jaz mislim, da je to moja bizarka, ne. Namreč, ne. Ne gresta skupaj, oba gresta na pogreb. Oba gresta na pogreb, s tem, da gre predsednik vlade, je povedal včeraj torej v sredo zvečer na intervjuju na Nacionalki, on gre z redno linijo iz Trsta leti v Rim. Ja. Predsednica republike ne vem, kako leti, lahko z redno linijo odkot drugod ali pa s Falconom. Če ni pokvarjen, tako? Ja, tisto, kar je moja bizarka, je pač seveda, ne, da ampak nismo še več ne letita skupaj. Vem, ampak si uletela, pa sem moral izkoristiti. Ne? Kar izvoli nadaljevati. Ja, no, skratka, to, kako ne morejo se še kar se ne morejo zmeniti, ne. Zdaj se pa to že kar vleče pošteno nekaj mesecev, ali kot je rekel Pengovski v naši skupini, kar brukica. Zanimivo, ne, spet se vračamo k temu Golobovemu intervjuju pri Odmevih, ki je kar naenkrat, ne, se ta je tudi podmukla, rekel, jaz nimam nič s tem, to je stvar med predsednictvom in parlamentom. Halo. Ja. Lepo te prosim. Kada parlament zjutraj, preden ne spije kave, ne vpraša, kako se jo lahko, mislim, se pravi koalicija, ne, da ne vpraša, a si lahko naredijo podaljšano ali morajo danes imeti espresso. Halo. Ampak dejstvo pa je, da je tukaj, mislim, da je predsednica, se zdaj pa izkazuje, precenila svojo vlogo in moč, neformalno moč, ki jo ima. In da dlje, kot tole časa traja, manj bo imela ona manevrskega prostora tudi pri ostalih nominacijah, ki jih je Antiša že pred časom omenil kot morda celo bolj kritične, glede ustavnega sodnika in ustavnih sodišč in tako dalje. Ne. In tole dolgoročno res ni dober in če predsednica ne bo pokazala neke zaenkrat nevidene širine in modrosti in potrpljenja in razumevanja, se bojim, da se začenja oblikovati nek scenarij, kjer bo ona single term president. Tako resno, mislim, da so stvari zdaj že tako resne. Napoved. Vprašanje, ali si želi še en mandat. Okay, kaj pa veš. Okay, zdaj pa, ker so razmere takšne, pa mislim, da smo prejšnjič o zakonodajnem referendumu, pa ker bomo imeli oddajo še tik pred, pa mogoče lahko kakšno besedo več o tem rečemo takrat. Zdaj pa morda bi kar nadaljevali s politbizarkami. Andraž, Antiša, Aljaž, je v redu tako? Lahko jaz kar nadaljujem, prosim, no, ker sem že nakazal. No. Skratka, tudi v luči tega, kar zadnje točke dnevnega reda do zdaj, ne, to je ta neodnos med kabinetoma. Ne. Se pravi, če bi obstajala ideja in želja, da se pokaže vendarle, da nekaj se menimo, pa nekaj sodelujemo, bi se moral najti način, da na to pot odpotujeta skupaj. A se razumemo? Zdaj, aj to z redno linijo, z Ryanairom ali pa z Alitalia ali s čimarkoli že iz Trsta, ali je to s Falconom, ali je to z vlakom iz Trsta v Rim in s čimarkoli, PR-ovsko bi se to dalo zaparkirati, če bi obstajala želja. Želja ne obstaja in to je tisto, kar se meni zdi, se pravi, ne to, da gresta oba na pogreb. To se mi ne zdi bizarno, to je pač nekaj, čemu smo tudi ne nazadnje bliže priča. Ne. Ampak to, ne, da je ta
ta odpor, no, tako bom rekel, no, pravzaprav odpor enega do drugega, ene do drugega in obratno, ne, vzajemni odpor, tolikšen, da se jima niti ne zdi več igrati igre, da sej odnosi so dobri, ampak ne. Zdaj vidimo, da odnosi so nikakršni. In posledica tega je pa varuhinja, guvernerka, ustavne sodnice in tako naprej in tako naprej. Še bodo imenovanja. In to je tisto, kar pa je bizarno, da na vrhu politike slovenske ni te sposobnosti minimalne komunikacije. Vemo, Drnovšek pa Kučan nista bila največja prijatelja, ampak neka osnovna komunikacija je pa vendarle obstajala. Tega tukaj zdaj ni in to je tisto, kar je bizarno. Ja, to komuniciranje smo sicer imeli, mislim, da ene 2 rundi nazaj, ampak je res tako hudo, da si zasluži definitivno še eno nominacijo. Pa dej, Andraž, recimo, kaj si pa ti zdaj izbral? Jaz bom šel pa na lokalno raven. Nedavno smo omenjali bazen Ilirija v Ljubljani. Ob prvem večjem nalivu je to po vseh merilih prekomerno investicijo za moje pojme na napačnem mestu presenetil tuš iz strehe, direkt nad glavnim vhodom, navkljub vsem aneksom in kar je bilo vloženega v to, se mi je pripetilo to, da je tam sred strehe začela voda dol teči. In potem je bilo tudi kar neki šal na ta račun, se mi zdi, na družbenih omrežjih. Eno od bolj zabavnih, sej bazen je itak že od spodja, ne, misliš na Celovško v vsakem nalivu, imaš pa še tuš zraven, itd. Skratka, tale Ilirija je moja bizarka po vseh stvareh, ki so se dogajale zadnjih letih. Ilirija pod vodo. Ilirija pod vodo, lepa, lepa. Sej načeloma je fajn, če je malo vode tam okoli, ne. Ampak okej. Dobili smo 2 pismi poslušalca, bi jaz nadaljevala, Aljaž, če dovoliš, in sicer je pisal Jan, predlagal Kordiša, in sicer je zapisal Kordiševe izjave v smislu, da je prepričan, da je treba povrniti zapravljeno zaupanje ljudi, na katere se pozabi isti trenutek, ko se zaprejo volišče in začnejo šteti volilni lističi, pa je s prstom pokazal prav nanj in za politbizarko preložil sliko. Prenavljajo namreč mestni trg v Škofji Loki in so jih dali pred najbolj zapuščene ograje, najbolj zapuščena vrata v mestu, in sicer pisarna lokalnega odbora Levice. In pravi, da je sam govoril, kako se bo dalo parkrat na teden z njim podebatirati, vsaj 2-krat, da bo na voljo 2-krat tedensko, no, da temu ni tako. In ta drug, jaz bom pa to vzela, je pa Jakob, naš redni poslušalec. Jakob, hvala. Je pa poslanka SDS zdaj ob tej sodbi Janezu Janši. Anja Bah Žibert je vpila v nastopu, med nastopom pred sodiščem v Celju, kako sodba ne temelji na dejstvih. No, pol je pa prišel ven čez par minut Janša in je rekel, oprostili so me. Tako da, hvala Jakob za ta videomaterial in tole jaz predlagam za bizarko in izvoli, Aljaž, še ti. Kaj zdaj predlagaš? Jaz predlagam predlagam vso to bizarko okrog, lahko je cel paket krivosodje, pravosodje, ki je prišlo do izraza s to izjavo in konec koncev tudi to označevanje Janeza ali pa primerjanje ga z Jezusom. To se mi zdi tudi kar. Ja, ta je bila močna, krščanski forum SDS je tukaj res izkazal. Skratka, tovariš Kordiš dobi pa samo ker ne moramo samo za 4 plac. Tako, omembo žirije. Mogoče bi morali, veš, da bi še ljudje predlagali bizarke. No, to je zgodba za drugič, vprašanje za drugič. Moja bizarka ima pa po zadnjem štetju že več kot 500 žrtev in gre pa seveda za političen aspekt onesnaženja vode v Maxi Marketu, ker seveda je grozen, ne? In v bistvu več kot je prizadetih ljudi, manj je cela stvar smešna, ampak to, a veš, da imaš ti pri vseh teh novodobnih, ne vem, poskusih demontiranja držav, sabotiranja demokracije in tako dalje, pač v eni Sloveniji ti lahko polovico zakonodajne veje oblasti vržeš z svinjsko vodo v ikonične slaščičarni nasprot parlamenta, vržeš ven in čau, Miki. Mislim, to smo res, včasih smo pa res sami izgovor za državo. No. Skratka, resno sranje v državnem zboru, ali kako?
Tako, ne. In okolici. Pa i šire. Ja. Je bil kar bogata, 2 tedna sta bila. Mislim, da smo imeli v igri še tudi Tino Gaber na Vikendu, a ne, pa nastop Žavbija v 24 ur, ampak ajde, Točno, ja, kar bogato je bilo. No, pojdimo pa zdaj še na zadnjih 30. Gospodje, kaj imate? Antiša, izvoli. Ja, jaz bom v bistvu pobrskal po mnenjih poslušalstva. Namreč, ko sem začenjal novinarsko pot, je bilo ena od najbolj prepovedanih stvari pisanje v prvi osebi. Prvoosebno pripovedovanje je bilo omogočeno oziroma tolerirano le, kadar, ne vem, si bil sredi spopada v Afganistanu, če karikiram, ne. Zdaj pa opažam, v zadnjem obdobju se pa pisanje v prvi osebi ednine sem bila, sem bil, sem pomislil, res razpaslo, in to v medijih, ne, v tiskanih medijih, res se je razpaslo čez vse mere, po mojem mnenju, sprejemljivega oziroma tolerabilnega, ne, tako. In zdaj me zanima, kako poslušalstvo gleda na to. Se pravi, ali se vam zdi pisanje o tem, kaj se ti plete po glavi v članku, pač o čemerkoli že, ne, a se vam zdi to okej, ali se vam zdi to pretirano postavljanje avtorice oziroma avtorja v prvi plan. Sam sem seveda absolutno na stališču, da avtor naj sebe lepo postavi v zadnjo vrsto in naj ne piše o sebi, pač pa o stvareh, ki se dogajajo okrog njega. Me pa zanima seveda, kaj mislijo drugi, ki so tudi mlajši od mene. Kaj si o tem mislite? Hvala lepa. Andraž, pa ti? Jaz bom pa ostal sicer v političnih okvirih, ne. Razmišljal sem o tem referendumu, ki prihaja, ki se mi zdi res skrajno neprimeren. Razmišljam o možnih alternativah. Jaz se recimo ne strinjam z vami, a ne, da poziv k bojkotu ni demokratičen, ker je ravno tako demokratičen, kot je poziv k udeležbi, oziroma kot je samo zbiranje podpisov in uresničevanje tega. Razmišljam, kako bi pa ljudje, ki vendarle nasprotujemo takšnemu načinu zlorabljanja demokratičnih institutov, kot je referendum, izrazili svojo voljo, ne da bi šli na volitve. Ker jaz mislim, da jaz ne bom šel na referendum, kar direkt povem, ker se mi zdi to res zloraba tega instituta. In pozivam k idejam, ne. Kaj bi lahko človek tisto nedeljo počel, da bi izrazil svojo pripadnost oziroma ne pripadnost, podporo slovenski kulturi in umetnosti, pa da ne gre na referendum. V razmislek. Si fajn iztočnico dal, pa bi jaz nadaljevala, Aljaž, kaj bi človek počel, in sicer, ker pred prvomajskimi počitnicami gotovo razmišljate, kam na dnevni ali pa večdnevni izlet v oziroma po Sloveniji, pa imam po mojem zelo zanimiv predlog, informacijo, za katero sem v bistvu izvedela šele pred dnevi, preizkusim pa kmalu. Ali veste, da imamo v Sloveniji avtovlak? Ja, se pravi avtovlak, vlak, ki pelje osebne avte kot ena taka trajekt varianta, no, jaz nisem. Enega imamo, vozi pa na relaciji Bohinjska Bistrica-Most na Soči, in to je tudi najhitrejši način, da se pride z Gorenjske na Primorsko recimo. Vozijo vsak dan, celo večkrat na dan. Nekih 25 kilometrov je razdalja, traja vožnja 43 minut, cena vozovnice za običen avto, seveda z voznikom vred, 14 evrov, sopotnik dodatnih 3,10 evra, drugače pa razgledi brez dvoma wow, železnica v Alpah, pelješ se med drugim čez najdaljši slovenski železniški predor, tako imenovani Bohinjski predor, dolg skoraj 6,5 kilometra, pa tako se mi zdi, ker je glih prihajajo takšni dnevi, ideja za avanturom. Avtovlak iz Bohinjske v Most na Soči in odkrivanje okolice. To je moj predlog za zadnjih 30 in Aljaž, še ti. Ja, jaz pa moram zdaj kvoto streaming priporočili izpolniti, da nam čisto brez. Kdor še ni,
si lahko zdaj v celoti ogleda prequel Yellowstonea 1923, ki je sequel prvega prequela 1886. Če nič drugega, zato ker je res dobro posnet, ker noter igrata Harrison Ford in Helen Mirren, in ker ima cela stvar 2 sezoni po, ne vem, 8 ali 10 delov, in je v redu, je gledljivo, je dovolj taka period drama, da je všeč, da je všečno, da je dovolj intenzivno, in ker se dogaja v Montani, enostavno priporočam. Se pa napoveduje že naslednji sequel, prequel 1944, ampak o njem še ne vemo veliko. Toliko iz Yellowstone vrsa. In smo prišli do konca. Hvala vsem, ki ste nas poslušali in nas poslušate. Hvala za ocene, ki nam jih namenjate, in tudi za predloge za politbizarke. To pa res, lepa hvala. Tako. Hvala tudi vsem za vse oblike finančne in druge podpore. Na Metini listi se veliko stvari dogaja, več o tem v bližnji prihodnosti, ampak do takrat smo pa hvaležni za vse oblike finančne donacije. Linki so na spletni strani metinalista.si. Sporočamo pa tudi, da je anketa zanalizirana in da bomo v eni od prihodnjih epizod tudi namenili nekaj minut temu, da povemo, kdo ste in kaj delate. A sem prav povedal? Odlično, pa zelo dobri rezultati. In seveda, da ne pozabimo, tudi nagradno igro moramo izvesti za vabila za uživko. Mi smo obljubili, da 3 srečnim dobitnicam in dobitnikom jih bomo posebej povabili na naslednji event, zato ker ste mnogi med vami oddali tudi vaše e-maile, ki jih bomo uporabili izključno za namene nagradne igre, za nič drugega. Napovedujemo pa tudi newsletter. To bi v bistvu moral na začetku povedati, ampak zdaj povem na koncu. Tako da, če se kdo želi naročiti na newsletter, se bomo naredili obrazec na spletni strani, ampak do takrat tudi info@metinalista.si, subject line želim newsletter, pišite, sporočite, ful bo zabaven, par ljudi ga je že videl, vsi so v njem uživali. Kar je pač možno uživati v newsletteru. Tako. Super, evo. To, ki je bil obvestilnik LDGD in Metina lista, moramo seveda povedati, da LDGD delamo v našem prostem času, da pač imamo mnenja jebiga in da če kdaj pridemo v nekaj, čemur mi rečemo konflikt interesov, potem to jasno in glasno povemo, vsekakor pa za tem, kar povemo, tudi stojimo. Fajn je bilo, če ne prej se slišimo prihodnji. Adijo, pa lepo se imejte med prvomajci. Tako, brez zamere. Delo, čast in oblast. Kaj je že sloganov?